Dragi ljubitelji čokolade, pozdravljeni v Sladki akademiji. Meni se je danes zaluštal nekaj res izredno čokoladnega. Zato sem se odločil, da spečem čokoladni kolač. Ampak da ne bo samo čokoladni kolač, sem mu dodal še čokolado, pa potem povrh še čokolado in še malo čokolade dal povrh. Tako da tole, kar bomo danes pripravili, je nesramno čokoladen kolač. Kar je res dobro pri tem kolaču je tudi to, da ga lahko pripravimo popolnoma brez mešalnika, kar z roko ga zamesimo oziroma zmešamo. In pa tole je tak en res topel čokoladni objem. Za takrat, ko recimo tako jaz kakšen dan ne dobim nobenega objema, pa si pač privoščim en košček čokolade. Dajmo tole poskusiti. Njami. Res je dober. Izredno sočen in dajmo zdaj kar tole speči. Njami. No pa začnimo. V skledi zmešamo rjav ter bel sladkor. Prilijemo še kavo in vaniljo. Zdaj pa dodamo 2 jajci in tole malce premešamo, da se sladkor stopi. Dodamo še kislo smetano. Zdaj pa tole kislo smetano in ostalo premešamo, vmes pa potem med mešanjem vlijemo še olje. Med mešanjem prilijemo še rastlinsko olje, nato pa dodamo stopljeno čokolado. Vse skupaj res dobro premešamo. Zdaj je pa čas, da pripravimo še suhe sestavine. Za suhe sestavine presejemo skupaj, vedno je fajn presejati, sploh kadar je kakao v igri, moko, kakao, imamo še sodo, pecilni prašek in sol. Sodo, pecilni ter sol in kakao skupaj z moko presejemo v skledo. Zdaj pa dodamo še čokoladne kapljice in premešamo. Zdaj pa premešamo s tele suhe sestavine k mokrim in naš kolač je že skoraj pripravljen. Suhe sestavine sem jaz primešal v 2 korakih, čisto na koncu pa prilijemo še mleko in zmešamo. Zdaj pa tole prestavimo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko in enakomerno razporedimo maso za kolač. Zdaj gre pa tole v pečico, 45 minut približno se peče pri 175, pa vedno pri peki preverimo z zobotrebcem, ali bo prišel ven čist, ker pečice se razlikujejo med sabo. Tale čokoladni kolač se mora zdaj popolnoma ohladiti. Že tako je zelo sočen in zelo čokoladen. Zdaj bomo pa naredili res nesramen čokoladen kolač iz tega in naredili še temni čokoladni ganaš, ga premazali v celoti s tem, pa še dodali, seveda, čokoladne kapljice. Pa kar začnimo. Še ganaš, smetano segrejemo, vendar ne do vretja. Vzamemo temno čokolado in jo nadrobimo ter damo v skledo. Nato prelijemo z vročo smetano, malce počakamo in začnemo mešati, da se čokolada stopi. Po potrebi lahko pogrejemo tudi v mikrovalovni pečici. Ko je čokolada stopljena, primešamo še maslo in po želji lahko dodamo še aromo ruma ali rum. Zdaj pa tale ganaš ohladimo in ga namažemo na prav tako ohlajen kolač. Tale nesramen čokoladni kolač je resnično zelo čokoladen. Če pa vzamemo, imamo čokolado tako v biskvitu, potem imamo čokoladne koščke v samem biskvitu, premazano je še z ganašem čokolade in pa zdajle bom dodal po vrhu še nekaj čokoladnih koščkov. Zdaj pa rečete, če tole res ni veliko čokolade, ampak verjemite mi, tole je tako okusno, da boste pripravili večkrat.
Tale kolač je sicer najboljši, če odstoji par urc ali pa čez noč, ampak jaz sem kar toplega zarezal. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju ter dober tek.